Začnimo s tem, koliko plačujemo za zdravstvo. Tina Bregant, Nova Slovenija, SLS in Fokus. Od povprečne plače 2500 bruto plača vsak 420 evrov mesečno za ZZZS. Zdaj, to je kar veliko, to je lepa premija. Ekonomistka Meira Festič, ki sodeluje pri preverjanju izjav, pojasnjuje. Iz bruto plač se plačujejo prispevki del delodajalec, del delavec, kar za reformo iz leta 2024 in obveznega prispevka znaša po naših izračunih 362 evrov. Poglejmo izračun. Če ima zaposleni 2500 evrov bruto plače na mesec, delodajalec za obvezno zdravstveno zavarovanje plača prispevek v višini 6,56% bruto plače, kar je 164 evrov. Medtem plačujejo zaposleni 6,36% bruto plače, v tem primeru torej 159 evrov. Delavec pa plača še obvezni zdravstveni prispevek, ki je s 1. marcem dobrih 39 evrov. Skupno gre torej za zdravstvo približno 362 evrov. Ker torej pri plači 2500 evrov bruto na mesec ne gre za zdravstvo 420 evrov, kot to trdi Bregant, smo njeno izjavo označili z nedrži. Kako je številom oseb brez družinskega zdravnika, ginekologa in pediatra? Jelka Godec, SDS. Ali res danes imajo vse ženske izbranega ginekologa? Ali imajo vsi državljani izbranega družinskega zdravnika? Ali imajo vsi otroci pediatra? Ne, nimajo. In te številke se pod to vlado povečujejo. To so dejstva. Konec prejšnjega meseca je bilo brez splošnega osebnega zdravnika 139 436 otrok in odraslih. Konec leta 2024 pa 145 184, torej več. Še podatki o ženskah brez ginekologa. Septembra lani je bilo brez njega 233 131 žensk. Konec prejšnjega meseca pa manj, in sicer 227 205. Ker se torej te številke ne povečujejo, smo izjavo Godec označili z nedrži. Koliko zdravnikov dela v javnih zavodih? Koliko pri zasebnikih? Kako je specializanti? Ali res ti podatki niso znani? Mi podatkov o tem realnih v Sloveniji nimamo. A vi veste, da Ministrstvo za zdravje danes nima niti Excelove tabele z vsemi podeljenimi koncesijami? Po podatki zdravniške zbornice se število zdravnikov povečuje. Zdravniška zbornica vodi število licenc. Koliko licence? Zdaj pa, a so ti ljudje zaposleni 50%, 100%, v katerem zavodu so, ker nekateri smo zaposleni tudi na medicinski fakulteti, a so to specializanti? Specializanti nimajo še možnosti. Tudi razdelitev o tem, kje delajo, ali delajo v javnem ali v zasebnem, tudi to beleži zdravniška zbornica. Lani je 6399 zdravnikov delalo v javnih zavodih, 844 pri zasebnikih koncesionarjih, 239 pa pri zasebnikih brez koncesije. Obstajajo tudi podatki o specializantih. Navedbe Ostrca v tem delu zato ne držijo. Res pa je, da ni znano, v koliko odstotkih dela zdravnik v javnem in v kolikšnem delu pri zasebnikih. Njegovo izjavo smo zato označili s previdno. Ali Svetovna zdravstvena organizacija Sloveniji res jemlje suverenost? Mi smo samo zato, da suverenost ostane doma. Suverenost pomeni odgovornost. Mi odločitev ne bomo prepuščali drugim. Odločitev namreč prinese sabo odgovornost. Če gre kaj narobe, nekdo mora odgovarjati. Jaz mislim, da zdravstvo mora ostati v rokah državljanov in držav in da mora samostojno odločati o zdravju. Svetovna zdravstvena organizacija WHO skrbi za globalno zdravje. Izdaja smernice, priporočila, tehnična navodila, na primer, glede cepljenja, nošenja mask, potovalnih omejitev. Države pa tega niso dolžne spoštovati, ampak se same odločijo, ali in kako jih bodo upoštevale. Da torej država jemlje suverenost, ne moremo trditi, zato smo izjavo Senčar označili z nedrži. Podrobnosti pa na 24ur.com. S preverjanjem izjav o zdravstvu sicer nadaljujemo v četrtek.